Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji, lepo vas pozdravljam na Študijskem centru za narodno spravo. Hvala vsem, ki ste danes vzeli čas in prišli na predstavitev najnovejše številke revije Dileme, razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, letnik 7, leto 2023, številka 1. Danes goduje en apostol, katerega ime ne bom izrekel, ker pol bi vsi vedeli, da imam tudi jaz danes god, ampak za njega je značilno, da ni verjel, ki ni videl. Karikirano bi lahko rekel za Dileme, da sem vesel, da imamo dr. Podbersiča za glavnega urednika, ki je pa vse skozi verjel v Dileme od samega začetka, in se mu v tej priložnosti še posebej zahvaljujem, da je in ostaja glavni motor revije. Hvala seveda tudi tehničnemu uredniku Maticu Batiču za vso njegovo delo v teh zadnjih 2 letih. Mislim, da ne bom preskromen, če rečem, da smo vsi skupaj Dileme dvignili na neki višji nivo. Hvala seveda tudi vsem članom uredniškega odbora, hvala vsem avtorjem prispevkov, ki z nami sodelujejo. Verjamem, da nas čaka uspešna pot tudi v prihodnje. Številko bosta izmenično predstavila, se pravi, glavni urednik dr. Podbersič in pa tehnični urednik dr. Matic Batič. Predajam besedo. Hvala našemu direktorju Tomažu za prijeten uvod. Spoštovane in spoštovani, pred nami je 10. posamična številka revije Dileme, ki se je začela rojevati 2017 v negotovih okoliščinah. Morda res nismo ali pa niso verjeli, da bo obstala. Ni samo obstala, se je razvila in verjamem, da v bližnji prihodnosti se bo še nadgradila. Številka in urednik ne more nič, če nima dobrih piscev, sodelavcev. Bi se zahvalil vsem, ki so verjeli od prve številke vanjo. Tukaj bi izpostavil zlasti 2, pa nočem biti nikomur krivičen, ampak 2 sta praktično vedno ali skoraj vedno sodelovala tudi v časih, ko se je še revija rojevala v porodnih krčih. Tukaj je prisotna dr. Tamara Grisar-Pečar in dr. Igor Grdina, ki sta vedno prispevala tehtne prispevke, tudi tokrat jih imamo med nami. In želimo in upamo, da bi šli po tej poti naprej. Načrti so, bomo rekli, zelo smeli, ambiciozni vsekakor. Verjamem, da ob takem tehničnem uredniku, kot je dr. Matic Batič, ki je tudi prijatelj, sodelavec in odgovorni urednik, ki nas vneto preganja iz dneva v dan, smo nekako lahko ponosni, da tukaj na Študijskem centru za narodno spravo nastaja zanimiva revija, vpeta v širši znanstveno-strokovni kontekst. Ta revija nekako po izgledu sodi ob bok prejšnjim, ima približno isti obseg, 240 strani, standardne rubrike, torej 6 znanstvenih prispevkov različnih avtorjev in potem poročila z konferenc in pa seveda nekaj recenzij, mogoče malo manj znanih in opaženih knjig na slovenskem tržišču, tudi kaj iz tujine. Gremo kar po vrsti. 6 znanstvenih prispevkov je v tokratni številki revije. Šli bomo po kronološkem redu. Prvi prispevek je delo izpod peresa naše sodelavke, ki
pogosto objavlja v reviji Dileme, ker je notranka, ker je iz Loške doline, se je tudi tokrat lotila svojega domačega prostora in časa druge svetovne vojne. Tokrat tudi avtorica monografije o tem obdobju med drugo svetovno vojno, predvsem s poudarkom na revolucionarnem nasilju. V tokratni številki revije Dileme pa nam prinaša zanimiv prispevek izpod svojega peresa z osredotočanjem na izvirne arhivske vire, na številna pričevanja, uporabo bogate literature in sicer govori o žrtvah, ki jih je prinesel italijanski okupator na Loško dolino, torej čas velike tako imenovane Roške ofenzive. Govorimo o poletju julij-avgust 1942 in vplivu teh žalostnih dogodkov na širše področje Loške doline. Ko je Renato omenil prispevek kolegice Mirjam, mislim, da je prav, da izpostavim tudi ostalo njeno delo, ki ga opravlja z Dileme, predvsem pri oblikovanju spletne strani, prezentaciji dilem na spletu in tako dalje, tako da mislim, da je v redu, da se tudi to izpostavi oziroma da se Mirjam tudi javno za to zahvalimo. Zdaj pa gremo kar naprej na drugi prispevek objavljen v Dilemah, to je prispevek doktorja Igorja Grdine, ki pogosto sodeluje z nami, vedno z zanimivimi eruditskimi prispevki. Tokrat je pripravil članek z naslovom Stalinove in Kardeljeve skrbi zaradi slovenskih intelektualcev, v katerih opisuje oziroma predstavlja dve zanimivi Stalinovi srečanji z Edvardom Kardeljem in Borisom Kidričem, v katerih je Stalin izrazil nekaj zanimivih opazk glede slovenskih intelektualcev, glede njegovega videnja te skupine, pri čemer ga je skrbel predvsem seveda njihov nacionalizem oziroma pogled na nacionalno vprašanje, ki se seveda ni vedno ujemal z geopolitičnimi cilji Sovjetske zveze, tako da res zelo zanimiv prispevek, ki mislim, da v slovenski prostor prinaša precej novega oziroma manj znanega, tako da lahko samo povabimo k branju. Tretji prispevek, tretji znanstveni prispevek v knjigi oziroma v reviji nas popelje v čas neposredno po drugi svetovni vojni, torej ob njenem koncu, poletje 1945, ko ga je pripravila naša sodelavka dr. Mateja Čoplarnik, tudi avtorica več monografij, tudi avtorica o monografiji o delovanju slovenske narodne časti, sodišča slovenske narodne časti, posebnega pravosodnega organa, ki ga je vladajoča politika pod vodstvom komunistične partije ustanovila junija 1945 in delovalo v tistih poletnih mesecih 1945 do konca avgusta tistega leta, in je dejansko imelo za cilj obračun z vsemi dejanskimi in namišljenimi sodelavci okupatorja med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Dodana vrednost oziroma težišče tokratnega prispevka v reviji Dileme, ki ga je pripravila že omenjena naša sodelavka dr. Mateja Čoplarnik, je seveda delovanje ene od 7 izpostav v Novem mestu. Namreč Mateja je obdelala že v svoji monografiji, ki je šla na študijskem centru pred slabimi 3 leti na splošno slovensko delovanje omenjenega sodišča. Niso bili dostopni dokumenti iz objektivnih okoliščin iz Novega mesta in jih je zdaj posebej obdelala in prikazala delovanje, ker te dokumente je naknadno pridobila, kako je na širšem novomeškem območju delovalo sodišče narodne časti, kot ostala, torej poskus obračuna z dejanskimi namišljenimi političnimi nasprotniki ob koncu druge svetovne vojne, poleti 1945. Na to sledi prispevek doktorice Tamare Griser Pečar o preganjanju duhovščine oziroma represiji nad katoliško cerkvijo
na Primorskem. Se pravi, govorimo o priključenem delu Primorske po pariški mirovni pogodbi oziroma tudi coni B svobodnega tržaškega ozemlja, kot je takrat obstajalo. Gre za temo, ki mislim, da je v tako, kako bi rekel, pregledni, sintetični obliki prvič predstavljena od samem delovanju oziroma, kako bi rekel, odnosu komunističnih oblasti do katoliške cerkve na tem področju imamo že nekaj študij, ampak da bi tako kako bi rekel, celovito oziroma sintetično predstavili prav represivne, pa to govorimo o raznih represivnih prijemih, ki so se jih oblasti posluževale, pa mislim, da je tukaj prvič zbrano na enem mestu. Tako da vsekakor zelo lep, zelo pregleden in zelo dobrodošel prispevek o tem vidiku primorske zgodovine, ki je še vedno žal premalo v neki širši zavesti splošnega prebivalstva. K temu, kar je Matic povedal, bi mogoče dodal še to, da gre za prispevek avtorice, ki je, po mojem, pa ne samo mojem mnenju, vodilna raziskovalka cerkvene zgodovine, zlasti preganjanja cerkve med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni na Slovenskem, avtorica številnih knjig, člankov, razstav, predavateljica in tako naprej, tudi članica našega uredniškega odbora od prve ure naprej. Hvala, Tamara, za to, da si verjela v ta projekt dilem in ne samo dilem. Po drugi strani bi pa poudaril, ker bomo predstavili dva članka, ki si sledita, ne samo v časovnem, tudi v dejanskem imenskem kazalu. Gre za prispevek dr. Tamare Gliser-Pičar in naslednji, ki ga bomo predstavili, torej Elke Jazbar iz Trsta. To so dva prispevka, ki sta bila posledica referatov. Namreč lansko leto je potekala v sredi septembra mednarodna konferenca v Trstu, oziroma znanstveni simpozij, ki smo ga organizirali Študijski center za narodno spravo in Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta ob 75-letnici pariške mirovne pogodbe in dejansko njenega podpisa in uveljavitve. In dejansko sta prispevka dr. Gliser-Pičarjeve in pa dr. Elke Jazbar sta nekako v sozvočju s omenjenim posvetom. Elka Jazbar je klasična filologinja, zaposlena na deželnem studiu Raj za slovenske oddaje v Trstu in je za tokratno številko dilem pripravila imeniten, sintetičen prispevek o političnem delovanju Slovencev po podpisu pariške mirovne pogodbe v Italiji. Torej gre za zlasti koncentrirano prva 3 desetletja delovanja, torej nekje od sredine leta 1947, potem do nekje 70 let, ko se stvari začnejo malo drugače odvijati. Torej obdela vse komponente slovenskega političnega življenja, tako tistega naklonjenega novemu režimu v Jugoslaviji, kot dejansko tudi demokratični opoziciji iz vrst starih, bomo rekli, demokrščanskih struktur in pa seveda liberalnih. Nekdo, ki bo pisal o organiziranosti Slovencev v Italiji po drugi svetovni vojni, politični organiziranosti, vsekako tega članka ne bo smel spregledati. Dileme so od vsega začetka vedno skušale biti vpete tudi v širši kontekst, se pravi ne zgolj slovenske zgodovine zamejene s sedanjimi mejami Republike Slovenije, ampak tudi širši evropski oziroma srednjeevropski in balkanski prostor. Tako da smo skoraj da v vsaki številki objavili tudi katerega izmed člankov, ki obravnava recimo dogajanje izven slovenskih meja, in to ne samo v slovenščini, ampak tudi v ostalih jezikih, se pravi objavljamo tako članke v angleščini, kot tudi v hrvaščini in srbščini. Tudi v tej številki imamo prispevek, in sicer prispevek mlajšega kolega Davorja Stipića iz Instituta za noviju istoriju Srbije
Davor je imeniten srbski zgodovinar mlajše generacije. Upal bi si trditi, da je eden najprodornejših mladih zgodovinarjev te generacije, tako da smo res veseli, da se je odločil objaviti članek tudi pri nas. In sicer je objavil članek o pogledu na, kako bi rekel, jugoslovanski obračun z Inform birojem skozi jugoslovansko kinematografijo 80-ih let. Se pravi, kako se to obdobje, ki ga običajno razumemo kot obdobje rušenja oziroma počasnega propadanja Jugoslavije, odraža oziroma je odražalo tudi skozi kinematografsko obravnavo tega spora, ki gotovo je ena temeljnih prelomnic pri zgodovinskem razvoju Jugoslavije. Tako da res zanimiv prispevek, ki temelji na njegovi analizi raznih filmov posnetih v tem obdobju, tudi poznavanju ustrezne literature in arhivskega gradiva. Tako da smo zelo veseli, da smo lahko objavili tudi ta prispevek. Poleg 6 uvodoma omenjenih znanstvenih prispevkov imamo tudi rubriko Poročila s konferenc, tokrat mlade sodelavke Špela Homicki in Petra Gabrovec pišeta o konferenci, znanstveni konferenci Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi. Ta konferenca se je lani odvila v Državnem svetu Republike Slovenije ob koncu novembra, dvodnevna je bila in dejansko je obsegala pregled vzpostavljanja parlamentarizma od nekje sredine oziroma konca srednjega veka do Državnega zbora Republike Slovenije. Tudi organizirana je bila ob spomin na vzpostavitev na 30-letnico delovanja slovenskega parlamenta, torej Državnega zbora 1992. Konferenco smo pripravili v sodelovanju z drugimi partnerji, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, Študijski center Državni svet pa Filozofska fakulteta. Ne? Tako da to je bila konferenca, potem pa ob koncu 3 recenzije. Sam sem pripravil recenzijo srbske knjige o reševanju Judov med holokaustom v Srbiji, strani tamkajšnje katoliške duhovniščine med drugo svetovno vojno, pri kateri so imeli Slovenci velik vpliv. Knjiga je šla lansko leto v Beogradu. Tomaž Simčič iz Trsta je pripravil recenzijo, oziroma Ivo Jevnikar iz Trsta je pripravil recenzijo knjige Tomaža Simčiča, ki je obdelal politično delovanje dr. Teofila Simčiča, to je njegov oče, torej oče Tomaža Simčiča. Teofil Simčič je bil pa eden vodilnih slovenskih, narodno-krščanskih politikov med obema svetovnima vojnama na Primorskem. In za konec Petra Gabrovec, naša sodelavka, je pripravila recenzijo knjige naše sodelavke Špele Homicki, ki je na Ptuju izdala elektronsko verzijo knjige o razvoju kraljice športov, torej atletike na širšem ptujskem območju. Ja, mogoče bi za konec omenil še to, da kot je bilo deloma že izpostavljeno, potekajo tudi razni procesi, kako bi rekel, dodatne valorizacije oziroma nadgradnje revije. Seveda se vedno trudimo, da smo še boljši. Potekajo vpisi v nekatere baze, se pravi mednarodne baze podatkov. Dileme so bile uspešno vključene v bazo CEOL, to je Central and Eastern European Online Library, kjer so nekatere številke že dostopne, nekatere pa bodo še v kratkem. Prav tako je mogoče smiselno izpostaviti, da so dileme v polnosti dostopne tudi na naši spletni strani. Se pravi, celoten arhiv je dostopen in si lahko vse članke preteklih številk brezplačno prenesete in jih preberete. Imamo sicer še tudi nekaj starejših številk na zalogi, tako da če je komu bolj všeč imeti revijo v fizični obliki, verjamem, da je takih veliko. Vsaj jaz gotovo sodim mednje, si jo lahko tudi še naročite pri nas.
Tako da se trudimo, no, da revija ohranja in še nadgrajuje ta svoj potencial. Seveda pa so avtorji lepo povabljeni k oddaji prispevkov in objavi. Morda za konec bi še sam dopolnil kolega Matica, torej zahvala vsem dozdajšnjim piscem v tej številki, povabilo k sodelovanju in napoved, da bo druga letošnja številka išla kot tradicionalno ob koncu letošnjega leta. Torej predvidoma konec decembra vas ponovno vabimo na predstavitev Dilem številka 2 2023. Hvala lepa. Pa seveda tudi k nakupu. Hvala obema kolegoma. Mogoče na koncu še kakšno vprašanje iz publike, preden zaključimo. Ukolikor ne, se vam še enkrat zelo lepo zahvaljujem, da ste se udeležili predstavitve prve letošnje številke revije Dileme. Spremljajte nas še naprej. Od bližnjih dogodkov vas že pa sedaj vabim k prisostvovanju na komemoraciji 23. avgusta. Detajli programa pa bodo sledili tako na naši spletni strani, na Twitterju, kakor tudi bodo poslani po naši adremi. Hvala lepa še enkrat.